Najprej hvala za priložnost, ki ste mi jo dali. Namreč gre za izziv, ki je nastal že v lanskem letu. Če se spominjate, da sem že lansko leto o tem razpravljal, s tem, da je Andragoško društvo ni podpiralo izraza vseživljenjska karierna orientacija. Na to temo sem opravil raziskavo z 2 sodelavkama. Namreč ta pojem je bil najprej dan v razpravo sekciji za terminološka vprašanja pri SAZU. Več je bilo javnih protestov, vse to pa ni bilo uspešno, kajti sekcija recimo je odgovorila, kar je kritiziral eden od teh, ki je odgovoril na naš vprašalnik, da je ugotovila, da je to ustaljen izraz, ki ga ne kaže spreminjati in ustreza mnogim načelom slovenskega jezika. Ta jezikoslovec, ki ga omenjam, je rekel, da je to zelo plitvo mnenje in kot tako nekompetentno. Raziskava je bila takale. Vprašanih s 4 enostavnimi vprašanji, vključenih je bilo 60 oseb, to pa so bili izbrani intelektualci iz 3 skupin. Prva skupina splošni pač intelektualci iz različnih strok, sociologi, filozofi, novinarji, pravniki, ekonomisti in tako naprej. Druga skupina intelektualci, ki so bolj pri svojem delu povezani z vzgojo in izobraževanjem, kot so pedagogi, psihologi, specialni pedagogi, tudi sociologi, socialni delavci in tako naprej. In tretja skupina izobraževalci odraslih. V vsaki skupini je bilo 30 oseb. Na naš vprašalnik smo dobili zadovoljivo število odgovorov, 35, kar je več kot 50%. Mi smo bili s tem zadovoljni, kar je težko pričakovati, pač, da ljudje odgovarjajo na anketna vprašanja. Ugotovitve. Zelo kratek bom, kolikor bom lahko. Ugotovitve so zelo prepričljive. In sicer v tem smislu, da je izraz nesprejemljiv in da izraz ni ustaljen, če ga uporabljajo 10 let. Zavrnitev teh spornih izrazov, to so orientacija, karierna orientacija, da to niso ustrezni prevodi angleških izrazov guidance in pa guidance in counseling. Več kot 90% respondentov meni, da je tako. Ali praktično samo 2 od 35 sta ta izraz potrjevala kot ustrezen. Naprej, zavrnitev tudi spornih izrazov, ki izvirajo iz sintagem s kariero, karierni center, karierni tabor, karierni svetovalec in tako naprej, kot neustreznih, kar je predvsej pomislekov je bilo tudi na sam izraz kariera, ki je splošen in ga treba bolj opredeliti, ima pa tudi slabšalni pomen. Moram reči, da so bili ti odgovori vprašanih tudi kritični. Niso potrjevali ali pa z zadovoljstvom ali pa z navdušenjem sprejemali tudi izrazov, ki se sicer uporabljajo. Takih pomislekov je bilo pri posameznikih, recimo za posamezne izraze, ki so bili tam navedeni, nimam časa, da bi jih navajal, od 26,8%, ki dvomi o ustreznosti nekega izraza, do 52%. Zaključil bom, torej še to moram povedati, da so naši vprašani intelektualci, ki so sodelovali v raziskavi, dali izjemno veliko dodatnih obrazložitev in pojasnil in komentarjev. Tako da imam poročilo, ki obsega 9 strani, kjer so vsi ti odgovori natančno navedeni. Kaj lahko zdaj iz tega sklepamo? Naši predlogi so tile. Da je treba te sporne izraze izločiti iz javne uporabe takoj. Drugo, da je treba organizirati strokovni posvet, ki bi se ukvarjal s temi vprašanji, ki so tu, oziroma izrazi, ki so tu navedeni kot dani v premislek.
In ta strokovni posvet je treba organizirati s strokovnimi nekaterimi strokovnimi področji in strokovnjaki. In tretjič, da je treba to poročilo poslati kompetentnim inštitucijam, organizacijam in tudi medijem, pa tudi sekciji za terminološka vprašanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ob tem bi še tole povedal. Vprašanje terminologije je zelo aktualno vprašanje. V današnjem posvetu je bilo nekaj izrazov, ki niso ustrezno bili uporabljeni, že tukaj, pa jih izražajo strokovnjaki. Torej, ne samo posvet o teh spornih izrazih, ampak tudi postavitev neke raziskovalne naloge, ki bi se ukvarjala z terminologijo na področju izobraževanja odraslih. Jaz sem že enkrat izrazil pripravljenost, da tako raziskavo vodim. Ko sem pač imel možnost kandidirati za raziskave, mi je bilo odgovorjeno, da upokojenci ne morejo dobiti sredstva za raziskovanje. Prosim? Od Ministrstva za znanost, ne?